Pozdravljeni v Minutah za kulturo, z vami sva novinarja kulturne redakcije Peter Kolšek in Tina Lešničar. Peter, živijo. Danes je za evropski film pomemben dan. Evropska komisija namreč prav danes, 14. junija, odloča o predlogu sporazuma prostotrgovinske izmenjave med Evropsko unijo in ZDA, ki pa grozi spremembo tudi na kulturnem področju in sicer izključuje tako imenovano kulturno izjemo. O tem pišeš tudi v jutrišnji sobotni prilogi v svojem komentarju. Že na Canneskem festivalu konec maja so filmski ustvarjalci izrazili zaskrbljenost nad spremembami evropske politike, pa podpisovali so tudi peticije, omenjalo se je celo smrt evropskega filma. Pa me zanima, zakaj je kulturna izjema tako pomembna prav za filmsko industrijo in zakaj je zaskrbljenost filmarjev upravičena? Ja, zaskrbljenost je upravičena ne glede na to, kako se bo danes išlo v Bruslju. No, seveda je za film neprimerno bolje, da se izide v njegovo dobro, kot ne. Ampak že samo dejstvo, da se to vprašanje sploh lahko zastavi, ne, in s tem pravzaprav ruši red, ki ga je Evropa na tem področju uspela vzpostaviti. Namreč, da je pač določena kulturna dejavnost, kot je na primer celotno audiovizualno področje, tako imenovana kulturna izjema. Ne. Ker gre seveda tukaj za tisti del kulturnega ustvarjanja ali pač tiste vrste filmske kulturne industrije, kjer se obrača največ denarja, je seveda razumljivo, da je to področje potem zanimivo tudi za trgovce, kar v filmskem primeru pomeni producente in distributerje. Ne. In to pravilo izjeme je pomenilo oziroma pomeni, ne, da pač Evropa ureja to stvar sama. Torej urejajo nacionalne države, vsaka posebej, s svojimi področnimi zakoni in ureja tudi Evropska unija, torej načelno, s tem, da pač preko strukturnih skladov zagotavlja denar za razne koprodukcije. Ne. Pač vemo, da je film draga stvar, ne, in malo katera država si lahko privošči, zlasti manjše države in zlasti se v teh kriznih časih, kot je zdaj, neke velike filmske projekte, ki stanejo 100 milijonov ali več, ne, kar recimo za Hollywood ni noben problem. Ne. No in v tem primeru, ne seveda pri 100 milijonih, ampak recimo, ker gre že za par milijonov, ne, že tle recimo problem v Sloveniji sploh, ne, ali pa manjših deželah, seveda je potem ta denar iz teh skladov tisti pač odrešilni denar, za katerega je sploh mogoče skupaj še z drugimi koprodukcijskimi povezavami posnet film. Kako bi torej ta sprememba recimo konkretno prizadela slovensko kinematografijo, kjer imamo že tako malo? Tako kot pač, recimo Eurimaž, ki je najbolj znana oblika, ne, evropske pomoči nacionalnim kinematografijam oziroma producentom, no, pač, ker tukaj je sama nacionalnost nekako zelo pomembna, ne, pomembno je, da gre za dober projekt. Ne. Seveda preko ta Eurimaž pač zagotavlja denar za tiste scenarije, ki se zdi odločevalcem, da so primerni oziroma da imajo prvič neko evropsko noto, ne, se pravi vsebino, referenco, in drugič seveda, da so vse malo pač torej umetniško zanimivi ali pa morda tudi malo komercialno zanimivi, no, različno. Ne. No, in tako se je v Sloveniji tudi pravzaprav večino filmov, ki smo jih v zadnjem času posneli, ne, smo posneli tudi s pomočjo tega evropskega denarja. Ne. Tudi če je šlo za koprodukcije s Hrvati, s Bosanci, ne, kar se najčešče zdaj dogaja. Ne. Gre tukaj le vendarle za nek skupni vir in ta vir je pri Eurimažu. Ne. Če malce špekulirava, misliš, da je sploh mogoče, da v procesu tega pogajanja in lobiranja največjima evropskima kinematografijama, Franciji in Nemčiji, ne bi uspelo ohraniti te oziroma zagovarjati te kulturne izjeme? Ja, mislim, glede na to, kako v zadnje čase Evropa nekako oslabljeno deluje, nekako se pojavljajo takšne in drugačne oblike demontaže, te velike evropske zgradbe, se bojim, da lahko pričakujemo pač tudi slab izid. Čeprav se zdaj zdi, da recimo mogočna
sjajna kinematografija Francozov, Nemcev, tudi Italijanov, ne, da se to ne more zgoditi. Ne. Ampak ne vem, to je pač vprašanje za tiste, ki imajo pač v rokah ekonomske oziroma finančne škarje in platno. Ne. In glede na to, da gre tukaj za pritisk Amerike, ne, ki pač seveda se očitno hollywoodska produkcija počuti ogroženo s tem evropskim zaščitnim protekcionističnim zakonom, ne, bo verjetno pač Evropska komisija, ne, če bo uspela ohraniti to pravilo, te kulturne izjeme, morala žrtvovati ali ponuditi nekaj drugega. Ne. Zdaj, ne. Zanimivo je seveda res vprašanje, ne, koliko bo Evropska komisija ustrajala pri tem pravilu, se pravi, koliko bo ščitila, da tako rečem, avtonomno kontinentalno kulturo, ne, v tem primeru audiovizualno področje, koliko se pa vendarle že mogoče ta razrahljanost pozna tudi pri tovrstnih odločitvah, kar bi verjetno pomenilo vendarle začetek razpada evropske zgradbe. No, odločitev bo znana še danes. O tem bomo podrobneje pisali tudi v Delu.